teme. Kids TV. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. A gremo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. A smo pripravljeni na nov risarski podvig? Smo, kaj ne? A ste že opazili, da imam novo tablo? Ste opazili tudi, da imam čisto nove 4 flomastre? Zelenega, rdečega, črnega in modrega? Tudi to ste opazili. Kaj pa da imam gobico, s katero lahko pobrišem, če se zmotim? Tudi to ste opazili. Wow, kako dobro vi opažate nove stvari. Potem ste zagotovo opazili, da je še vedno tu Čiv Čav knjiga, ki nam pomaga z napotki, da lahko narišemo nove stvari. In kaj rišemo danes? Nekaj zimskega. Mesec december je praznični mesec in prepričana sem, da boste vsi pošiljali pismo dedku Mrazu. In če ga želite še bolj navdušiti, potem mu lahko narišete smrečico na pismo, ki mu ga boste poslali. Ste za, da se naučimo narisati smrečico? Ste? No, potem pa kar začnimo. Knjigo bom odložila tule, da mi bo ves čas na dosegu oči, zato da ne bom spregledala kakšnega napotka, ko bomo risali smrečico. Jaz si bom izbrala zeleno barvo. S katero barvo boste vi risali? Da slišim, oranžna, vijolična, roza, rumena. Wow, kakšne lepe barve ste izbrali. A gremo zdaj risati? No pa dajmo. Na napotku številka 1 je napisano, da najprej narišemo takšno strešico. Strešico, kot bi jo recimo lahko imela hiša. Evo, takole. Ste? Odlično. Na napotku številka 2 je narisano, da v bistvu ti dve črti povežemo s še eno ravno črto in tako dobimo pravzaprav trikotnik in naš zgornji del smreke. Gremo dalje. Napotek številka 3. Tule spodaj bomo narisali še eno tako črto, se pravi podobna je tej, samo da je nekoliko nižja. Pa gremo še tule na mojo desno, narišemo še eno enako oziroma podobno tej, samo da je nižja. Dobro, in ravno tako povežemo z ravno črto. Vam je uspelo? Gremo naprej. Napotek številka 5. Pravzaprav smo to ravno kar narisali in samo ponovimo vajo. Še eno podobno črto narišemo nekoliko nižje in enako ponovimo na moji desni strani. To je moja desna stran, tule pa je moja leva stran. Vemo vsi, katera je leva, katera desna? Desna roka, leva roka. Zelo dobro. Ok, povežemo tudi ti dve črti takole skupaj. Krasno. Napotek številka 7. Deblo bomo narisali smreki. In sicer takole. Ena ravna črta in še ena ravna črta nasproti tele, ki smo jo že narisali. Pa ju povežemo takole skupaj. Zakaj drevo potrebuje deblo? Na deblu stoji in deblo ima pod zemljo velike korenine, ki držijo to ogromno drevo. Drugače smreko ne bi mogla stati. Pa iz kje bi veje rasle, če ne bi imela debla? Gremo dalje. Se pravi, smrečico smo zdaj narisali, naša smrečica potrebuje okraske. Če želimo, da izgleda taka praznična in novoletna, jo moramo okrasiti. In jaz si bom izbrala rdečo barvo. Pa bomo narisali tule na zgornjem delu smrečice take okrogle okraske. A znamo vsi krog narisati? Dajmo poskusiti. Se pravi, tole je krog. Pa bomo narisali okrogle okraske. Pa dajmo narisati, recimo 3 okrogle okraske. Ste za? Dajmo. En velik oziroma večji krog, pa ga pobarvamo. Pa tule narišemo lahko en manjši krog, pa ga pobarvamo. Pa tule še enega in ga pobarvamo. A so 3 okraski dovolj? Bodo dovolj?
A ste prepričani, da so 3? A jih preštejemo? No, dajmo. 1, 2, 3. Pa so res. A je med vami že kdo, ki zna tudi napisati števila od 1 do 3? Ste? Odlično. Pa dajmo še števila napisati poleg krogov. 1, 2, 3. Otroci, ki še ne znate pisati števil od 1 do 3, nič hudega. Vi samo ponavljajte za mano. 1, 2, 3. Tako se učimo tudi šteti. Gremo dalje. Jaz si bom izbrala modro barvo in z njo narisala okraske v tale drugi del smrečice. Pa recimo, da bi lahko bili okraski v temle drugem delu trikotne oblike. Trikotnik že znamo narisati. Poglejte ga. Tole je trikotnik. Pa bomo v tale drugi del smrečice narisali recimo, da 5 trikotnikov. No, pa začnimo. Takole. 1, lahko jih pobarvate, ni pa treba. 2, 3, 4, 5. A gremo še napisati števila? No, pa dajmo. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Naša smrečica bo imela like za okraske, pa še števila. Super! In še zadnji del smrečice, tale tretji nam je ostal. In predlagam, da narišemo, kateri lik še poznamo? Kvadrat. Evo, kvadrat, takole. Dobro, pa še kvadratne okraske narišemo v temle spodnjem delu smrečice. A jih narišemo kar 10. Lahko ste za? No, pa dajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10. Pa da se prepričamo, da jih je res 10, predlagam, da napišemo še števila zraven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10. Tako, naša smrečica je okrašena s krogi, trikotniki in kvadrati. Nekateri pa imate tudi števila na njej. In če boste pisali pismo Dedku Mrazu oziroma Božičku, nikar ne pozabite narisati smrečice in poleg kar napišite še števila in narišite like. Dedek Mraz oziroma Božiček bo navdušen nad tem, koliko vsega že veste. Tako, naša sličica je končana, kar pomeni, da se moramo počasi posloviti. Ampak ne za dolgo. Že naslednji teden se naučimo narisati nekaj novega. Tudi zimskega. Aha, kaj? Da vam povem kaj? Ne bom. Naj bo presenečenje. Do prihodnjič. Objem, poljubček in pa pa.